Zadnji petek v mesecu je z nami Metka Spletka. Metka, živjo. Prvo vprašanje zate. Kaj je zate čist hudo? Čist hudo je zame to, da imamo že 20 000 sledilcev na našem profilu na TikToku Čist hudo, kjer smo vas poleti obveščali o vsem, kar se je dogajalo. Veliko odzivov je doživelo poročanje o poplavah in izrednih vremenskih razmerah, zelo pa ste posrčkali tudi serijo o tabornikih, obisk planine Las in gasilsko vajo. To pa še ni vse. Od oktobra lahko naše vsebine najdete tudi na profilu Čist hudo na Facebooku in Instagramu. Poleg tega je mesec pred nami mesec kibernetske varnosti. Metka, nam lahko zaupaš 3 nasvete za varno uporabo spleta? Močno in unikatno geslo, torej ne 1, 2, 3, 4, 5, 6. To, da ne spuščamo do svojih spletnih profilov ljudi, ki jih ne poznamo v resničnem življenju, in dvojno preverjanje prisotnosti. Saj res, o tem smo že govorili v spletkah, no tokrat pa z učenci osnovne šole Rodica in informacijsko pooblaščenko o fotografiranju oseb brez njihovega soglasja. Kar je še posebej sporno, ko gre za otroke. No pa saj veste, aplikacije imajo starostno omejitev, dovoljenje za objavo posnetka otroka pa lahko dajo le starši ali skrbniki. Zgodilo se mi je že, da so bile na družbenih omrežjih objavljene fotografije mene brez mojega dovoljenja. Bedno. Včasih se mi je velikokrat dogajalo, da so me slikali za hec, ampak to mi ni bilo všeč. Smo se po Snapchatu nekaj pogovarjali in pol me je ena moja sošolka slikala, ker smo se pogovarjali, ker sem po nesreči kamero prižgal in pa me je na TikTok objavila. Dobijo s tem lajke in oglede. Ogledi in srčki pritegnejo. A vsi vemo, da si jih ni prav pridobivati žaljenjem in posmehovanjem. Zato, ker imamo vsi pravico do zasebnosti in to pravico varujejo zakoni. Svojega prijatelja vedno preden ga pošljem komu ali pa objavim njegovo fotografijo, ga vedno vprašam za njegovo dovoljenje. Objavim na story na Snapchat, če mi pač te punce dovolijo, drugače pa imam sam pač za spomin. Ponavadi svoje prijatelje vprašam, če jih lahko slikam, če pa jih slikam po nesreči in jim ni všeč, potem pa to sliko izbrišem. Jaz osebno sem se zmenil, da me ljudje ne slikajo, tako da sem se z njimi 1 na 1 pogovoril. Če pa se ti ne uspe dogovoriti, odpri aplikacijo, kjer je bila objavljena fotografija tebe ali posnetek brez tvojega dovoljenja in najdi gumb prijavi. Na TikToku ta gumb najdeš tule, na Instagramu pa je tukaj. Če pa kdo kljub vsemu še vedno objavlja tvoje fotografije in s tem posega v tvojo zasebnost, pa to nujno sporoči odrasli osebi. Kaj se dogaja, lahko prijaviš tudi policiji. In tudi zakon določa kazen. In čeprav recimo mladoletniki pod 14 let pač ne odgovarjajo za te stvari na enak način kot odrasli, to še ne pomeni, da taka oseba ne bo imela, ne vem, težav v šoli, s kakšnimi vzgojnimi ukrepi, težav doma. Skratka, to so ene stvari, ki jih ne počnemo, ker ne spadajo pod lepo vedenje in zaželeno vedenje na spletu.